Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Nemški mislec Martin Heidegger, ki je živel med letoma 1889 in 1976, velja za enega največjih filozofov 20. stoletja. Njegovo delo Bit in čas, ki je šlo leta 1927 in ki ga avtor nikoli ni dokončal, pa za najpomembnejše filozofsko delo preteklega stoletja. Heidegger danes velja za utemeljitelja filozofske smeri, ki jo imenujemo fenomenologija, čeprav so njegova dela vplivala tudi na osnovanje drugih filozofskih smeri, kot so eksistencializem, dekonstruktivizem, hermenevtika in druge. Imel je izjemen vpliv na mnoge filozofe, tudi pri nas. Ob 50. obletnici njegove smrti bomo v tokratni oddaji ponovili pogovor s profesorjem dr. Dejanom Komelom, enim najpomembnejših poznavalcev Heideggerjeve misli pri nas. Oddajo sem leta 2011 pripravil Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo. Dr. Dejan Komel, začniva ta pogovor sledečim vprašanjem. Kako pomemben vpliv je imela Heideggerjeva misel na slovensko filozofsko tradicijo v 20. stoletju? Zdi se namreč, da je Martin Heidegger centralna figura druge nemarksistične struje, od Pirjevca do Hribarja in naprej. Ja, ta recepcija se pravzaprav začne že pred drugo svetovno vojno, ne? Tam koncem 30. let je France Weber tudi že v seminarjih obravnaval Heideggera. Leta 1941 je objavil recenzijo doktorske dizertacije Kruna fra Pandžiča, torej pri Heideggeru, in tudi tam postavil vse v razmerje do Heideggerove filozofije, ne? Potem seveda beležimo enih 20 let tišine, ne? Na začetku 60. let pa v reviji Perspektive najdemo prve prevode in potem se to nadaljuje, ta recepcija, predvsem z revijo, okrog revije Problemija, ne? V 60. letih so tudi potem prvi knjižni prevodi Heideggera, ki jih je pripravil Ivan Urbančič. Potem, recimo v začetku 70. let, nastopi ena širša recepcija filozofije na slovenskem, ki je vključevala tudi francosko strukturalistično misel, ki potem seveda družbena teorija je prešla tisto, ne, osnovno marksistično literaturo in so se tudi drugi avtori pojavili, analitična filozofija. In 70. leta so ena taka mešanica vseh teh struj, kar je imelo potem velik pomen za, pravzaprav bi lahko rekli, nenavadno kvaliteten razvoj filozofije na slovenskem. Recimo samo en podatek, da se je moral oddelek za filozofijo sposojati filozofe iz Zagreba, da so lahko imeli predavanja, dovolj predavanja, ne. Zdaj bi lahko rekli, da je prej obratno, ne, če se primerjamo recimo pa tudi z drugimi okolji, je recimo ta velik spekter usmeritev, pa to je neka specifika Slovenije vse do danes. In mnogo čem je to pravzaprav vezano predvsem na misel Martina Heideggera. Torej, jaz sam, ko sem obravnaval ta razlog za ta velik vpliv, je pač, da slovenska filozofska tradicija imela zelo čudno pot, ne. Torej, prava tradicija se je začela šele v drugi polovici 19. stoletja. Sam Weber, on se je zadrževal, on ni bil, da bi rešpektiral kaj veliko zgodovino filozofije, in se pravi, da je bil cel ta lok pravzaprav novoveške filozofije izpuščen. In tudi vsa kulturna tradicija naša se je vezala na
literaturo, manj na filozofijo, čeprav nekateri vplivi so, recimo Schopenhauerja, Bergsona in tako naprej. Tako da je Heidegger je potem vplival točno na tej točki, da se je bilo možno vključiti v ta velik tok filozofije, iz katerega smo bili relativno izključeni. In to na točki, ki je omogočila refleksijo vrsto problemov, ki so se dotikali bodisi politike, ideologije, recimo, da je tu bilo možno soočenje pravzaprav z neko zgodovino, ne? Potem na kulturnem področju, recimo, problem ustvarjalnosti, problem literature, ki je za Slovence bil osreden, tu je Pirovc odigral recimo tisto veliko vlogo, ko predvsem z teorijo evropskega romana, ne, ker je vnesel Heideggerovo misel, pa tudi druge avtorje. Tu se mi zdi, da je glaven razlog, ampak to je imelo tudi za posledico določene pomanjkljivosti v tej recepciji, ne, ki pa niso značilne samo za Slovenijo. In tako lahko rečemo, da se prava recepcija Heideggera začne šele z izdajo, celotno izdajo njegovih del. Ne del, ampak on je sam zapisal, da to niso dela, ampak so poti. Sredi 70-ih let se začne to in to je potem pokazalo celoten razvoj Heideggerove misli, ki je do takrat več ali manj bila eksistencialistično interpretirana, a pa recimo torej, da je bil v spredju problem nihilizma, ampak v nekem bolj zoženem pomenu, potem se je pa pokazalo, kaj pravzaprav vse to misel sodi. Tako da potem pri nas beležimo eno novo recepcijo tam nekje od konca 80-ih let naprej, kjer je sledilo potem tudi vrsta prevodov skupaj z osrednjim njegovim delom Bit in čas. Bilo je tudi organizirano cela vrsta simpozijev, objav, ampak ta recepcija je bolj torej na neki kritični podlagi potekala. Zdaj ni bila več v duhu nekega sprejemanja misli, a ne tako heideggerijanstva, če tako rečem, a ne, ampak torej v sklopu neke pravzaprav potrebe, da se neka filozofska dela obravnavajo recimo z tistih izhodišč, ki so relevantna potem za vprašanja filozofije, s katerimi se danes ukvarjamo. Ta vidik je bil potem v ospredju. No, filozofska misel Martina Heideggerja je vse skozi v dialogu s tradicijo, jo nekako razlaga in nadgrajuje. Je tradicija od starogrške misli dalje ključna za razumevanje Heideggerjeve misli in v navezavi z njim tudi za razumevanje evropske metafizike? Ja, okrog tega seveda je veliko polemik, veliko diskusij in veliko interpretacij. Torej, rad bi tu navezal prav na tisti moment, ki sem ga poudaril, da je bil ključen za recepcijo Heideggera, njen vpliv te misli na Slovenskem. Namreč, da Heidegger z zastavitvijo vprašanja biti postavi pod vprašaj celo filozofsko tradicijo, kot se je oblikovala od prvih grških filozofov naprej. Zdaj seveda, vprašanje je, zakaj ta pot? A je ta pot nujna? Poznamo smeri, kot je recimo analitična filozofija, ki pravzaprav ne delajo nekih zgodovinskih zares v filozofiji, ampak tako rekoč jemljajo filozofijo v neki splošnosti, ne pa da bi imela v sebi nek imanenten zgodovinski razvoj, iz katerega se giblje od začetka k svojemu koncu. In tu zdaj seveda je treba poudariti dvoje, mislim dva Heideggerova predhodnika, če ne tri, namreč Hegla, ki v svoji filozofiji privede filozofijo do absolutnega duha, torej do neke dovršitve. In pohegelijanska filozofija, pravzaprav, mislici recimo tudi kot je Marx, pa predvsem potem Nietzsche, seveda
ne morejo več nastopati v imenu pojma filozofije. Torej, sam problem razvitja filozofije v pojmu po Heglu ni bil več mogoč. To sem že omenil potem drugega misleca, ki je ključen za Heideggera, to je Nietzsche, ki ugotovi, da je pravzaprav celotna tradicija v nasprotju s Heglom, ki jo privedje do absolutnega duha, je privedla v stanje nihilizma. Torej vemo, koliko se je Heidegger z Nietzschem ukvarjal, ima tudi zaslugo pravzaprav, da ga je postavil v rang filozofov, kot so Aristotel, Hegel, Prej so Nietzscheja razumeli več ali manj kot nekega kulturnega filozofa, kulturnega kritika, Vplival pa je na njegovo misel samo tako, da je določil njegovo recepcijo pravzaprav Husserlove fenomenologije. Torej, Heidegger je bil oblikovan, več kot 10 let se je ukvarjal s Husserlovimi deli, tudi s tistimi, ki še niso bila izdana, mu je Husserl dajal rokopise, vendar je v ozadju delovalo tisto, te recepcije, kar je nekoč Gadamer poudaril, da mu je Heidegger v enem razgovoru rekel, Nietzsche hat mir kaputt gemacht. Torej, Nietzsche me je spravil pravzaprav na rob, Na rob, da je točno videl, da po Nietzscheju, torej se filozofija ne more več na isti način vzpostavljati in ta pot njegova skozi fenomenologijo je pravzaprav približanje tistemu, kar potem on kot ne vrnitev Grkom, ampak ponovno prevzetje neke intencije filozofije, izvorne grške, torej isto značilno je, da je on recimo Husserlovo fenomenologijo, logične raziskave bral paralelno z Aristotelom. In recimo, če beremo Bit in čas, torej vidimo, da je cela vrsta ključnih eksistencialov, tam pravzaprav prevod nekaterih Aristotelovih pojmov, s katerimi on nekje korigira Husserla. No, potem se mu je pa, torej prav ta recepcija Nietzscheja ga opredelila toliko, da je torej videl, da tudi tista pot, ki jo je s pomočjo Husserla ubral v Biti in času leta 27, da je nezadostna za premisliti pravzaprav ta celotni zgodovinski horizont filozofije. Torej se pravi, da tudi povzetje neke ključne intencije filozofije pri Grkih nam ne zadošča, da mislimo filozofijo v našem času. In tu seveda potem pridejo dela, ki so nastala v tem obdobju med letom 32, 39, 40, pravzaprav vsa ta dela so ukvarjeni s tem problemom, kako najti odgovor na to, kaj je s filozofijo danes, ob upoštevanju tega, da je celotna seveda tradicija pripeljala nas v nihilizem. To je bilo obdobje dviga nacionalsocializma, torej so bile tudi družbene okoliščine že take, da so ga spodbujale k tako radikalnemu razmisleku, ki je rezultiral v tem, da se je na koncu tudi odpovedal samemu pojmu filozofije, da je s filozofijo kot metafiziko konec in da tisto, kar nam preostane, je neko drugačno mišljenje. Kakšen je bil pa Heideggerov odnos do drugih neevropskih filozofskih tradicij? Vemo, da se je recimo v delu Na poti do govorice pogovarja z Japoncem, ki je pravzaprav on sam, no nekateri so mu kljub navezavi predvsem na azijske filozofske tradicije očitali evropocentričnost. Kako je pravzaprav s tem? Se sam ukvarjam tudi s problemom filozofije interkulturnosti, torej ne z interkulturno filozofijo, ampak s filozofijo interkulturnosti. Jaz seveda tu zdaj ta očitek, recimo jaz sam sem tu imel precej razgovorov z Ram Adharjem Malom, to je pravzaprav eden od srednjih teoretikov interkulturnosti v Nemčiji, po rodu iz Indije. In seveda on odkriva tudi pri Heideggeru, recimo, pa pravzaprav pri vseh mislecih evropske tradicije, to
evropocentristično naravnanost. Torej, kaj jaz vem, Heideggeru lahko očitamo, torej ne sam evropocentrizem, ampak on recimo nikoli v široki recepciji avtorjev filozofije ni nikoli obravnaval kakšnega angleškega mislica, recimo, podrobneje. Recimo, nekateri se obregnejo tudi to, da Spinoza ni obravnaval, v primerjavi recimo z Leibnicem. Zdaj, če gledamo z tega stališča, je to seveda res, samo Heideggeru ni šlo zdaj za neko obravnavo filozofije v neki splošnosti. Tudi tisti dialog z Japoncem, značilno je, v tistem dialogu Heidegger pravzaprav se obrne proti lastni misli, da nekako uplete sogovornika na ta način v razgovor, da se obrne, torej da spremeni tisto, kar je imenoval hermeneutični krog v biti in času. Z tega vidika je zdaj treba poudariti, če danes sledimo recimo interkulturni filozofiji, potem je treba seveda to filozofijo vprašati s tem, recimo, to je moj način, na katerem stališču je. Torej, na katerem stališču stojimo, ko presegamo recimo eurocentrizem. Torej, jaz mislim, da samo za neko recepcijo druge misli, a pa da to misel postavimo na isto vago in da tudi da iščemo seveda v evropski filozofiji te načine odvračanja, torej ne samo od drugih filozofij, drugih tipov mišljenja, ampak tudi recimo zelo nenavadne antropološke oznake, recimo izven evropskih ljudi, recimo pri Kantu in Hegelu najdemo polno takih mest, je seveda zdaj vprašanje, če lahko se interkulturna filozofija postavlja suvereno na stališče, da je ta eurocentrizem oziroma sam centrizem premagala. In tu zdaj seveda nastane pa en paradoks, da Heidegger za svojo potjo, ki sem jo prej opisal, to pravi s tem, ko pride do konca filozofije in s tem bi lahko rekli do konca Evrope, njenega centra, njenega logosa, odpre torej vprašanje mišljenja. In to daje možnost, po mojem mišljenju, za razgovor z drugimi miselnimi tradicijami, z drugimi. To je bil tudi razlog med drugim za to recepcijo Heideggera v Sloveniji, ki je potem vplivala tudi na razvoj slovenske filozofije. Tako da zdaj tu gre za ta učinek te misli. To recimo je Derrida je zelo dobro to prepoznal. Drugo pa je zdaj vprašanje, ali zgolj na osnovi Heideggerove misli je danes dovolj, a to zadostuje, ko govorimo recimo v tem kontekstu filozofije interkulturnosti. Ker tu se pa zdaj odpira že neka druga možnost, ki seveda jo je sama tradicija filozofska na nek način preprečevala, predvsem v tistem, ko se dviguje do absolutnega duha, namreč da mi povzamemo v današnje mišljenje neko drugo misel. Recimo, jaz sem imel primer, sem tu ravno gostoval nekega filozofa iz Kiota, Tadashija Ogavo, ki je torej naslednik te tradicije Nishide, te tradicije tudi, ki jo omenja Heideggera v tem znanem dialogu. In zdaj ne gre več za to, zdaj ne gre več za kako bi zdaj na Japonskem recimo sprejemali zahodno misel, Gre za to, da se to mišljenje dejansko spostavlja iz nekega drugega nagovora. In to je neka nova situacija, ki jo je mogoče Heidegger s tem dialogom, pa to, da je bral recimo Dao, da bi kitajsko znal, kot pravijo anekdote, mogoče, da je slutil, ampak seveda takrat v toku misli, ki se ga je on loteval, je to bilo
zamejeno. Treba pa je poudariti, da tudi širša fenomenološka tradicija, a ne? Ravno fenomenološka misel, kateri tudi v širšem smislu pripada Heidegger, daje danes možnosti, ne, preseganja mej o tem, a ne. Ampak to je danes nova situacija, kjer lahko seveda na osnovi recimo neke Heideggerove misli tudi izgradimo neko pot, je pa to nekaj novega, nekaj, kar moramo mi šele uvajati, ne. In tu so po mojem čist novi izzivi, ne. Ta očitek evropocentrizma meni nasplošno, moram reči, da se zdi prelahek, a ne. Mislim, da je problem tega dialoga misli, miselnega dialoga veliko širši, kot da bi ga samo na evropocentrističnost spravljali, ne. Zdi se mi, da je problem centričnosti, tako kulture kot neke misli, veliko hujši problem, ne. To presegati, ne, in odpreti dialog, ne. Če se vrneva nekako nazaj k Heideggerjevi misli, glavno njegovo delo je Bit in čas, o katerem sva nekako že posredno govorila. Že v naslovu pa sta dve kategoriji, ki sta pravzaprav ključni pri njegovi misli. In to sta bit in čas. Zakaj in kako dejansko jih lahko razlagamo znotraj njegovega mišljenja? Pojasni ta naslov Bit in čas, lahko tudi, to se mi je tudi prepletilo, da sem porabil cel semester, ne. Namreč ta sintagma bit in čas, pri Heideggeru zelo pogosto srečamo tovrstne sintagme, bit in čas, mišljenje in pesništvo, ne. In ta in je v neki posebni funkciji, torej v posebni funkciji postavljanja soodnosa med bitjo in časom. Torej tako, da se razmislek ne razvija zdaj niti na samem pojmu biti, niti na samem pojmu časa, ampak tisto, kar veže ta in. Tu pravzaprav to je specifika fenomenologije nasploh, da misli te povezave, ne da bi jih mislila torej v opoziciji, a pa v samo nekem sopostavljenosti, ampak iz njune sredine, ne. Torej vprašanje je, kaj zdaj tvori to sredino biti in časa, ne. Torej zdaj po mojem mišljenju, ne, je ta naslov treba brati ravno v kontekstu tistega, kar Heidegger v Biti in času uvede kot destrukcijo, kot možnost destrukcije celotne pojmovnosti filozofske. Zdaj, pojem destrukcija tu nima tega pejorativnega pomena, ne. Pravzaprav je to tisto, kar je potem kasneje Derrida kot dekonstrukcijo nekako upeljeval. Destrukcija je čisti fenomenološki prijem, a ne, kako jaz zdaj v sami pojmovnosti najdem fenomenalno podlago za to. In tako nastopi vprašanje, iz česa jaz razumem bit. In Heidegger predpostavlja torej v biti in času, torej v biti je neko določilo časa, in sicer časa kot prisotnosti. In to pravi v filozofski tradiciji zdaj ni premišljeno. Zakaj ima biti primarni primer prisotnosti? Torej prisotnosti, ne sedanjosti. To je že potem metafizična razlaga biti. Čas sam, pa tudi tisto seveda, iz česa bi mi razumeli biti, tudi ni nekaj, kar bi mi že predpostavljali, ampak je nekaj, kar moramo skozi samo destrukcijo konstituirati. In biti in čas pomeni konstitucijo vprašanja biti po vodilu problematike časa. In ta čas pa ne vodi v nič drugega, kot da se izkaže, da ga mi lahko zajamemo v hermenevtični krog. Torej, da je vprašanje biti v prvi vrsti vprašanje tistega sprašujočega, ne, kot pravi Heidegger, ki smo mi sami in ki je v svoji biti določeno, da je časovno. Torej, da je končno, ampak zdaj ne v smislu metafizike kot končno bitje, ampak da je končnost način, kako se njemu bit razpira. In tu je seveda zdaj prvi zasnutek, prvi poskus, da se
recimo ključne kategorije, kot so ključni pojmi, da se premislijo iz same spremembe načina, kako človek se postavlja v odnos do biti. To je časovnost, to pravi Heidegger v Biti in času, je ekstatična časovnost. Potem pa, seveda pa se Heideggeru izkaže še en problem. Namreč, da v načinu, kako mi ekstatično smo v razmerju do biti, je zmeraj tudi že podano to, kako nam je bit navržena. Torej, da za to ekstatično časovnostjo, ki se razprira, obstaja še nekaj, kar Heidegger potem seveda izpostavi, in ta pojem tudi že nastopa v Biti in času, pozaba biti. Zdaj, če bi bila ta ekstatična časovnost spomnjenje biti, spomnjenje a pa budnost za biti, potem Heidegger ugotovi, da je še en moment, ki je važen, ki ga ne smemo izpostaviti, da je biti nekaj, kar samo pripada pozabi, kar samo sebe skriva. In tako dobi on možnost potem tako imenovanega epohalnega mišljenja, kjer so vse načini, kako se bit postavlja v bivajoče in v človek v odnos do biti, izkazujejo kot načini odtegovanja biti. In tu dobi pa priložnost, da se sooči z Nietzschejevo mislijo o nihilizmu. Ker ugotovi, da z bitjo ni nič v celi zgodovini, ampak to je zdaj nekaj drugega kot to, kar odkrije Nietzsche kot nihilizem. Kajti ta nič je zdaj neko dogajanje v sami biti, ki ima značaj odtegovanja in se pravi, da tisto, kar Nietzsche nasplošno kot nihilizem volje do moči, on razgrne skozi celo tradicijo, filozofsko do Grkov nazaj in mu omogoča misliti tudi Nietzscheja znotraj tega. Tako da, ko pravijo Nietzscheju, da je tisti, ki je zadnji metafizik, ki je dovršil, to nikakor, torej to je napačno razumeto. Tudi Derrida, ki se je predvsej ukvarjal, sicer ima svoje razloge za kritiko, tudi Heideggera tu, ampak to ne smemo razumeti, da je to kakorkoli mišljeno slabšalno, ampak vidi potem sam način tega skrajni odtek biti, kar potem preide v mišljenje tehnike, kot načina metafizike po metafiziki, kako se metafizika kot vladavina bivajočega, ki je odsotno za potem recimo ravno to knjigo, ki jo imamo pred sabo, Zgodovina biti, recimo kritika totalitarizmov, ki jo je razvijal leta 1938 v tej knjigi. To je imelo veliko vpliv tudi na Slovenskem, kot vemo. Potem recimo problem razmerja do pesništva, do umetnosti, vprašanje umetnosti. Vsa ta vprašanja so zdaj iz načina, kako nam je biti pravzaprav dosojena, da je to neka zgodovinskost, ki ni zgodovina, tista zgodovina, v kateri človek prepoznava zgolj samega sebe, da je to njegov ekskluzivni kraj, ampak da je v tej zgodovini nekaj, kar se nam izmika, in ta izmik je določilen potem, kako se mi postavljamo v čas. Torej, tu bi prišlo, recimo, bi lahko ta obrat, bi rekli, da gre za obrat od biti in časa, k času in biti. In tu potem on to povzame, ta in, pod vidikom dogodja, kot osrednje besede njegovega poznega mišljenja, od tistih 36 leta, ko zapiše te prispevke k filozofiji, ki so išli potem šele 50 let kasneje, to je zadrževal izdajo. Od takrat naprej pravzaprav tisti veznik ga pod tem imenom obravnava. Ko govorimo o tem filozofu 20. stoletja, ne moremo mimo vpliva, ki ga je imela njegova misel na mnoge mislice. Kakšen je bil pravzaprav ta vpliv, dr. Dejan Komel, recimo na Derridaja, Vatima in druge podobne filozofe? Pravzaprav lahko rečemo, da vse, kar se javlja s Heideggerom,
je na nek način zapisano neki paradoksnosti. On pravzaprav, ko je začel svojo filozofsko pot, on je bil pravzaprav znan filozof v Nemčiji, še preden je izdal katerokoli delo. Torej, ta predavanja, ki jih je imel tam po prvi svetovni vojni do izida Bit in čas 27. On je bil že poznan filozof in Bit in čas je tudi nastala tako, da je stopil pač rektor Marburške univerze, ki je bil tam Heidegger takrat, je rekel: gospod Heidegger, čas je, da kaj napišete, ker drugače je vaše mesto malo ogroženo, kljub vašemu renomeju. Takrat so Heideggera že poslušali Gadamer, Hannah Arendt, Hans Jonas, Marcuse in številni drugi osrednji filozofi 20. stoletja. In seveda potem je Heidegger sestavil Bit in čas, kot delo, ki ga mora predložiti, in komisija ga je ocenila kot nezadostno. Tako da to lahko tudi deluje kot spodbuda danes filozofom, da če kakšna komisija ne bo odobrila kakšne subvencije ali kaj podobnega, da to ne pomeni, da to delo nima nobene vrednosti. Potem, ko se pa objavi Bit in čas, torej Heideggera poznajo večinoma tisti učenci, ki jih je delil skupaj s Husserlom. To so recimo Eugen Fink, Ludwig Landgrebe, Levinas. Torej, ti, ki so nekako v tej freiburški fenomenološki šoli, seveda, on je takrat imel že precej učencev, tudi, ki so že delovali na drugih univerzah, seznanjal se z Jaspersom, mislim, bila sta precej v tesnih stikih in tako naprej, vendar treba je vzeti tudi na znanje, da pa ta akademska filozofija Biti in časa ni sprejemala. Potem, ko Heidegger nastopi rektorat, po katerem je tudi znan, torej je treba tu upoštevati dejstvo, ki se ga manj poudarja, da je on po 3/4 leta tisti rektorat zapustil, kar ga je privedlo v precej čudno okoliščino in v obdobju nacizma, torej on vsekakor ni deloval kot filozof, ki bi imel veliko vpliva, ta vpliv je bil zamejen, je pa že v tem obdobju rastel njegov vpliv v tujini. In to se je pokazalo takoj po koncu druge svetovne vojne, ko Heidegger pravzaprav je imel tudi ta Lehrverboten čas, torej ni mu več bilo prepuščeno poučevati in tako naprej, razne težave do začetka 50. let, vendar takrat beležimo tisto znamenito pismo o humanizmu z Jeanom Boffrejem, recimo, ki je bila velika spodbuda za v raznih, torej ne samo evropskih, ampak tudi zunaj Evrope, v Ameriki in povsod, torej velika spodbuda za ne samo recepcijo Heideggerove filozofije, ampak za neke nove nastavke v filozofiji sploh. Potem recimo v Italiji tudi recimo beležimo nekaj podobnega kot v Franciji, v vzhodnih državah, Patočka recimo tudi prenese Heideggerovu misel. Tu sploh ne bom omenjal vseh, ampak bistveno za to je bila pravzaprav ta eksistencialistična zaznamovanost. Torej, takrat eksistencializem po drugi svetovni vojni je bila neka pozicija, ki je prevladovala, verjetno. Se je pa takrat že oblikovala tudi druga, recimo hermeneutična, preko Gadamerja, preko enega Riquerja v Franciji, in potem v drugi polovici 60. let pa pride zaradi, če uporabim nekoliko mogoče problematičen izraz, notranjega obračuna v francoski filozofiji, se pravi strukturalistov, oziroma potem so že to bili označeni kot poststrukturalisti, za sartrovsko filozofijo oziroma eksistencialistično filozofijo, pride do nove recepcije Heideggera, ki
je vsekakor, če zdaj gledamo z distanco, bila pomembnejša od tiste prve, od tiste, ki jo beležimo recimo pri Sartru ali pa pri drugih mislecih. V to misel, recimo, tu ni sam Derrida je tu v ospredju, ampak tu je tudi Foucault, tu je tudi Lacan, še drugem, potem v Italiji, recimo, začne takrat enkrat tudi Vatimo pisati svoja dela v stilu tega pensiero debole, šibke misli, ki je izrazito se naslanja na Heideggera. V Jugoslaviji je ta praksisovska šola, recimo, zelo bila zaznamovana s Heideggerom, tam tisti praksis filozofi so kar tekmovali, kdo bo sprejet na obisku pri Heideggeru, in kdo se bo prvi pohvalil, da je tam bil, čeprav je bilo seveda, in tudi Heidegger se je v en par spisih nekoliko razgovoril o marksizmu in potem so bili ti citati zelo zmeraj poudarjeni in tako naprej. Skratka, to je bila ta pot, ki je trajala potem tudi v 70-ih letih, tudi potem, ko se začne tako imenovani postmoderni tok v filozofiji, tam konec 80-ih let, ko preide tudi v Ameriko, prek Rortyja, pa tudi tako, da se oblikuje tudi ameriška šola neke Heideggerove recepcije. Prej sem omenil že japonsko, pa to. Tudi zanimivo, ko smo prej vprašanje interkulturnosti omenili, tudi v Afriki, so filozofi, ki so poskušali potem ravno se približati prek te kritike metafizike, temu, kako bi oni mislili, torej, ki niso sami pripadali temu. To, recimo, so manj znane stvari, ampak so bile prisotne. Vendar, mislim, potem ključna točka, kot pravim, je skupna izdaja Heideggerovih del. Takrat pa se pokaže neka širina recepcije, ena možnost recepcije, ki je bila dotedaj vendarle predzaznamovana. Tako da bi se morali vsi ti, ki so navezovali na to misel, seveda malo korigirati s tem, kar je ponujeno v tej skupni izdaji, ki ima zdaj že okrog 90 zvezkov. In to je zdaj že delo življenjsko za vsa ta dela prebrati, kaj šele, da bi se premišljevala. Torej, zakaj to poudarjam? Zato, ker to vprašanje, kaj je s filozofijo danes, ostaja še zmeraj odprto. Torej, mi se danes lahko postavljamo na stališče, recimo eksistencializma, strukturalizma, hermeneutike, fenomenologije, ampak to vprašanje ostaja odprto in skozi to recepcijo teh Heideggerovih del, ki, kot sem rekel, poudaril vrsta del, posebej tista, ki so bila napisana med 35 nekje do 40, je Heidegger izrecno zahteval, da izidejo 50 let kasneje. Potem, ko bo išla že večina drugih del, da bo sploh pripravljeno. In ta dela odpirajo to vprašanje filozofije, seveda bi lahko rekli na specifičen način, preko filozofijo. In tisto, kar je mene osebno tudi pri tem nekako mi je pritegnilo pozornost, je, kar Heidegger na več mestih poudarja, če ne boste sami prišli v to vprašansko polje, ki ga jaz tu zastavljam, če ne boste sami po svoji poti, se pravi, mimo tega, kar je zdaj tu, potem se ta dela za vas ne uporablja. In tu, zdaj, ko sem omenil, torej, bi lahko rekli, da je največji nasledek pravzaprav izdaja teh Heideggerov izbranih del, je, da se pokaže blokada možnosti tudi recepcije ene misli. Ko on pravi, to niso dela, to so poti, to ni mišljeno samo tako v poetskem duhu. Iz tega so nastali tudi zelo veliki problemi pri tej skupni izdaji, ker recimo so v Ameriki izrecno zahtevali, da morajo biti dodana stvarna kazala, torej ves ta kritični aparat,
ki se ga je Heidegger odpovedal. Torej, pri zahtevo je, da tega ne sme biti, da to ne sme biti kritična izdaja. In to je v Ameriki recimo povzročilo resne težave pri založnikih. Ne. In tudi danes, ko beremo, tu nimamo nobene pomoči, že ta način, kako se znajditi, ne, v teh je recimo precej težaven. Torej, tu bi lahko eno primerjavo z Nietzschejevo voljo do moči, a ne, kjer vemo, da je najprej njegova sestra izdala, ne, naredila neko kompilacijo, ne, po svoji presoji, potem sta pa Colli in Montinari skušala to po nekem vrstnem redu, ki naj bi bil historičen, a ne, ampak to delo je izredno težavno obratne, kot to sestavljenko. Na podoben način so pisana tudi ta dela, ki predvsem jih tu omenjam kot neko dragocenost, poleg tistih seveda, ki so predhodila samemu biti in času. Ne. Dr. Dejan Komel, nekako se bližava koncu te oddaje, še 2 vprašanji. S tem prvim bi se vrnil nekako malo nazaj, ki je precej kočljivo vprašanje. Kakšen je bil namreč Heideggerjev odnos do nacionalsocializma? Ob tem vprašanju se namreč še danes krešejo mnenja vplivnih evropskih mislecev. Kakšno pa je vaše osebno mnenje? To je šla knjiga Rudigerja Zafranskega, a ne, Mojster iz Nemčije, ki mislim, da na dokaj korekten način opisuje to Heideggerovo soočenje z nacionalsocializmom, tudi celoten okvir pravzaprav dogajanja v nemški družbi, na nemški univerzi in tako naprej. A ne. Zdaj, tu so zdaj povezani 2 vprašanji, a ne, s tem. Eno je pravzaprav, kar zadeva Heideggerovo osebnost, ne, ali je on bil, recimo, kratko malo po prepričanju, ne, za. Drugo zadeva pa eno hujše vprašanje, razmerje filozofije do politike. A ne. Tudi če zdaj rečemo, da Heidegger po svojem prepričanju ni mogel biti nacist, ne, da imel je torej ne sam judovske študente, ampak bil celo v bližnjih odnosih, ne, z Hannah Arendt recimo in tako naprej, torej da pri njegovih delih jasno je kritika rasizma kot subjektivitete in vse to. Čez to se postavlja vprašanje, kaj je zdaj z razmerjem med politiko in filozofijo. In mislim, da dokler, kako bi rekel, si ne razčistimo tega, da potem tudi pri Heideggeru torej ne moramo ne zanesljivo, ampak vsaj ne prepričljivo se postavljati, kaj je pravzaprav pomenil ta njegov rektorat, ne, kaj pomeni to obdobje. Namreč, ker to, če bi že šli faktografsko, ne, je način, kako se Heidegger v to zaplete, milo rečeno čuden. Ne. On je bil zadnji izvoljeni rektor, torej od same univerze Freiburške, ne, in tako naprej. Torej, jasno pa je, da je tudi, torej, da je, kot kažejo privatna pisma pa to, torej, da je čutil neko naklonjenost pravzaprav do tega Hitlerjevega prevrata v politiki, iz tega ven, ker je razumel, da bo lahko to Nemčijo torej dvignilo na tisti nivo narodov, a ne, ki lahko pravzaprav v 20. stoletju, a ne, odigrajo neko zgodovinsko vlogo, če tako rečem. Ali treba vzeti zdaj to razmerje predvsem do Sovjetske zveze, a ne, da je bila ta ogroženost, ne, po drugi strani neko nezaupanje pravzaprav v zahodno demokracijo, ne. In on je se skozi trdil, da pravzaprav tu gre, v obeh primerih gre za voljo do moči, ne. In tu je zdaj dragocenost recimo izdaje te knjige Heideggerove Zgodovina biti, ne, kajti tu imamo leta 1939, torej ravno ko izbruhne 2. svetovna vojna, se Heidegger sooča s tem fenomenom moči. In tu je bil on nepopustljiv, tudi po 2. svetovni vojni je rekel, v razmerju do prevzemanja
oblasti nad planetom, uveljavljanja volje do moči, so si danes vse politike enake. To je huda provokacija, vendar poglejmo današnjo diskusijo o tem, kaj se dogaja na svetu. In moramo seveda to razumeti, zdaj, da se postavimo seveda na stališče, da smo antidemokrati, ampak da demokracija vključuje momente, ki nikakor ne preprečujejo, torej da preide v totalitarizem ali pa militarizem. Vse te oblike volki, ki so danes postale očividne. Tako da tu seveda smo pred tem, da pomislimo na tem, kaj ima pravzaprav to. In to se tiče tudi začetka filozofije. Kajti filozofija se pravzaprav rodi sočasno s politiko, a pa s tistim, kar smo mi navajeni na splošno kot demokracijo. In ena od zanimivih točk kritike Heideggerove nacionalsocializma je recimo na predavanjih iz 30 let strogo zastopa stališče, da grškega polis, tistega, kar se kot politika razvija v grškem polis, da nikakor ne gre zamenjevati z novoveško subjektiviteto. Torej, tisto prisvajanje Grška, ki je bilo je čisto drugačno kot njegovo, a pa obramba Hölderlina recimo pred to recepcijo. To so bili vsi veliki soočenja, s tem pa, da on, to je pa res, da ni pa videl torej te alternative, tudi kar se tiče njegovega osebnega angažmaja, torej kot je poročal njegov sin, Herman, je bil doma, oni so bili takrat stari, ti njegovi mulci, 14 let, in takrat so bili vsi navdušeni nad novo podobo Nemčije, in da jih je zmeraj nazaj vlekel, da bojo že videli, kaj bo sledilo. Tako da iz tega, kar recimo lahko tudi kot privat, je bilo pa to tisto navdušenje eno prisotno, tudi ki ga je izrazil Jaspersu, zaradi tega, torej, ko je gledal pravzaprav Nemčijo z pozicije evropske moči. In zaradi tega verjetno kasneje sledi tudi tak zasuk k izpostavitvi te problematike volje do moči preko Nietzscheja. No, morda zdaj pa čisto za konec še na kratko vprašanje, koliko danes Heideggerova misel lahko odpira polje filozofije? Tu naveže na to vprašanje, ko sem rekel, da moramo vedeti, kaj je z razmerjem filozofije do politike, da bi razumeli ta Heideggerov primer, je vprašanje, kaj je s filozofijo danes. Ali to, kar se v okvirih univerze danes še lahko posreduje kot filozofijo, ali je to sploh primeren kraj. Drugič, če je Heidegger sam povedal, da je s filozofijo v tem smislu konec, kaj to spet pomeni. Zdaj, Heideggerova filozofija, jaz mislim, da to ni ravno filozofija, ki bi bila primerna za, recimo, uvajanje v študij filozofije. Torej, jaz sam se izogibam pravzaprav temu, da bi predaval Heideggera. In to zaradi tega, ker je treba razumeti samo filozofijo iz same sebe, da bi potem razumeli, kaj je Heidegger mislil. To je pravzaprav absurdno. S tem, da seveda neko relevanco kot avtor seveda še danes na številnih univerzah ima, to ni zanikati, sam pa problematiziran, torej samo možnost, da bi bilo tudi, recimo, ko gre za prevode del Heideggerovih, so ti prevodi namenjeni eni pravzaprav zelo podrobni in zelo na nek način tudi osamljeni publiki, ni to širši vidik. Tako, to je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo o 50. obletnici smrti Martina Heideggerja ponovili pogovor s profesorjem dr. Dejanom Komelom, ki smo ga prvič predvajali že leta 2011. Oddajo sem pripravil in uredil Gregor Podlogar. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana.